Dragi prostovoljci, družinski oskrbovalci in drugi, ki berete ali poslušate prispevke Inštituta Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje. Danes govorim Jože Ramovš o tem, da se staramo z vnuki. To je 6. prispevek v seriji Staranje in družina. V raziskavi Staranje v Sloveniji, kaj potrebujemo, kaj zmoremo in kaj hočemo prebivalci Slovenije, ki smo stari nad 50 let, je veliko podatkov o družini. Kakovost družinskega življenja in sožitja zelo odloča o zdravem in zadovoljnem staranju. Danes se bomo ustavili ob podatkih o vnukih. Koliko vnukov imamo? Kaj nam pomenijo? Koliko nam pomagajo? Na vprašanje, če imajo vnuke, sta pritrdila 2 od 3. Ker je to reprezentativna raziskava, pomeni, da ima vnuke dobrega pol milijona od skupno 700 000 prebivalcev Slovenije, ki smo stari nad 50 let. V povprečju imamo 2 do 3 vnuke. Ker se isto število prebivalstva ohranja pri 2,1 otroka na žensko, pri nas in po Evropi pa je okrog 1,5 otroka na žensko, imamo seveda tudi manj vnukov. Za ohranjanje števila prebivalcev bi morali vsaki stari starši imeti v povprečju 4 do 5 vnukov. Tudi število vnukov potrjuje ostale podatke, da vstopamo v demografsko krizo upadanja domačega prebivalstva, tako Slovenci, kakor drugi evropski narodi. Pri manjšem številu ljudi, ki vstopajo v življenje in se pripravljajo na prevzemanje našega razvoja, je toliko pomembnejša njihova kakovost. Trstenjak je poudarjal, da maloštevilne narode ohranja in razvija kakovost. Na kakovost oblikovanja vnukov pa imajo stari starši velik vpliv. Vnuki so nekaj najlepšega. Ta stavek velikokrat slišim od tega ali onega upokojenih vrstnikov. Vsak ga pove s toplim glasom in žarom v očeh. Enak je odgovor na raziskovalno vprašanje, kaj jim pomeni to, da imajo vnuke. 3/4 od tistih, ki imajo vnuke, je to ena najbolj pomembnih stvari v življenju. Nadaljnja četrtina je odgovorila, da je to zanje precej pomembno. Na več kakor 200 starih staršev pa ima eden trpko izkušnjo, da mu vnuki ne pomenijo nič. To, da doživljamo vnuke kot nekaj najpomembnejšega v življenju, je znak socialnega zdravja. Naše skupnosti bodo v prihodnjih desetletjih vodili naši vnuki. Slovenska kultura se razvija skozi nešteto rodov. Mi smo jo prevzeli od naših dedov in staršev, jo po svojih močeh ohranjali in ji dodali svoj prispevek. Za nami prevzemajo to nalogo naši potomci. Če jih ne bi bilo ali bi zatajili, bi umrlo naše delo in delo vseh naših prednikov. Naša ljubezen do potomcev je izraz osnovne socialne potrebe po razvoju skupnosti in po ohranitvi vsega vrednega. Zdravo zadovoljevanje potreb, tako telesnih in duševnih, kakor socialnih in drugih, je bistvo zdravega življenja, zato je ljubezen do vnukov eden od znakov zdravega staranja. Vnuki nam več pomagajo, kakor zgleda. Presenečajo odgovori na vprašanje o tem, kdo jim je pomagal in nudil oskrbo, če so jo v zadnjega pol leta potrebovali zaradi bolezni ali druge onemoglosti. Med družinskimi oskrbovalci so vnuki visoko,
Četrtina je odgovorila, da so jim pomagali tudi vnuki. V zadnjega pol leta je potrebovalo pomoč v bolezni ali onemoglosti 13,5% nad 50 let starih prebivalcev Slovenije. In vnuki so pomagali vsakemu četrtemu od njih. Dvakrat pogostejši družinski oskrbovalci od vnukov so samo zakonci in njihove hčerke. Sinovi skrbijo za bolne in onemogle starše malce več kakor vnuki, snahe pa natanko toliko kakor vnuki. Seveda pomagajo v družini bolnemu ali onemoglemu članu več zdravih, delež vnukov pa je pri tem velik. Že več kakor četrt stoletja usposabljamo prostovoljce za druženje s starejšimi ljudmi in spremljamo njihovo delo. Na Inštitutu Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje imamo pri tem dobre izkušnje z nekaj tisoč prostovoljci po več sto krajih vseh koncev Slovenije in tudi pri sosedih. Naša izkušnja je naslednja. Pri prostovoljskem delu s starimi ljudmi so izjemno spretni, srčni in zadovoljni tisti, kjer so v družini v času njihovega otroštva in mladosti skrbeli za bolnega ali starostno opešanega človeka. Sodobna spoznanja znanosti o možganih govorijo isto. Sočutje, vživljanje v drugega in solidarna pomoč se razvijajo od malega s tem, ko praktično pomagamo drugemu. Te osnovne človeške zmožnosti pa so pogoj za kakovostno sožitje in sodelovanje v družini, v službi in v družbi. Pomoč mladih pri oskrbi onemoglih družinskih članov je torej vsestransko koristna. Stari starši sami, zdravi in bolni, pa imajo tudi večji pomen za prenos temeljnih človeških vrednot iz roda v rod, kakor mislimo. Pri vprašanjih vzgojne vloge starih staršev za njihovo kakovostno staranje in za prihodnost naše skupnosti se bomo pomudili naslednjič. Ta prispevek je bil objavljen v upokojenski reviji Vzajemnost junija 2019.